Lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi družbi na literarni matineji, ki danes nosi nekoliko trpek naslov Ukrajina spet joka. 24. februarja bo eno leto, odkar smo se morali soočiti, da se lahko zgodi tudi globoko v tako imenovanem civiliziranem 21. stoletju in to na pragu, evropskem hišnem pragu, vojna. In tako kot se ljudje hitro vsega navadimo, smo se žal tudi tega dejstva. Pri Celjski Mohorjevi družbi je v teh dneh išla informativna, povedna, lucidna in nadvse pretresljiva knjiga dr. Aleša Mavra z naslovom Ukrajina med igro prestolov in vojno za samostojnost. Dr. Aleš Maver, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav. Februarja 2022 je bil, kot ste enkrat dejali, dr. Maver, za vas eden najtežjih dni v vašem življenju. Za nami je tudi že 24. februar 2023. Kako ste doživeli ta dan? Ja, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli v tako lepem številu. Moram reči, da med tema dvema dnevoma, 24. februarjem 2022 in 24. februarjem 2023, skoraj ni primerjave. Ker tistega občutka nemoči, besa, žalosti, jeze, ki so me preplavljali 24. februarja 2022, praktično ne morem več podoživeti. Bil sem dobesedno obupan, ker se mi je zdelo, da je to, kar se je zgodilo in se dogaja, v nebo vpijoča krivica, zoper katero pa sem bil kot posameznik in se mi zdi, da smo tudi kot družba popolnoma nemočni. Da je bil to torej en tistih dni, ko je zlo v čisti obliki za nekaj časa imelo, vsaj po mojem mnenju, popolno premoč. Seveda, leto dni zatem je občutek drugačen. Ta država, Ukrajina, ki jo imam neskončno rad, pa težko povem, zakaj jo imam rad, tako kot težko poveš, zakaj imaš človeka, ki ga imaš rad, tako globoko rad, je obstala. Celo verjamem in zaupam in sem prepričan, da bo na koncu zmagala, karkoli pač zmaga v takšnem položaju pomeni. Je pa po drugi strani res, da sem bil prejšnji teden mogoče bolj korajžen kot danes, ker imam pa vseeno občutek, da se bomo pa mi kot družba, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi nasplošno utrudili v podpori Ukrajini, oziroma da bo tisto, kar je bilo 24. februarja 2022 popolnoma jasno, kdo je napadalec, kdo se brani, kdo je na pravi in kdo je napačni strani zgodovine, da se ta gotovost počasi krha, ker tisto, kar je bilo zame recimo lani marca popolnoma novo, je bilo, da predtem smo bili ljubitelji in prijatelji Ukrajine v Sloveniji, tako rekoč manjšina, malo ljudi se je zanimalo za to državo, malo ljudi je, tako kot jaz, se trudilo dopovedati Slovencem, da Ukrajina ni neke vrste Rusija, ni del Rusije in ni neki privesek Rusije. Potem pa je lani marca nenadoma Slovenijo in Evropo prevzelo takšno navdušenje za Ukrajino in sočutje do nje.
Zato sem se lahko jaz enkrat naslonil nazaj in samo poslušal tisto, kar sem še z nekaterimi sotrudniki in skoraj bi rekel soborkami in soborci dolga leta že razlagal, brez večjega uspeha. So to govorili ljudje, od katerih prej česa takega ne bi pričakoval. Ampak jasno je, da ljudje ne moremo vzdržati tega tempa, čeprav morajo Ukrajinci in Ukrajinke vzdržati še vse kaj hujšega, in jasno je, da bolj, ko bo se konec vojne odmikal, bolj bodo prihajale v ospredje razlage, da se to v bistvu ni tako zelo jasno, da stvar ni črno-bela, da so se velike sile že v resnici dogovorile med seboj, da tu sploh ne gre za Ukrajino, da sta Biden in Putin v ozadju že sklenila deal. Popolnoma razumem, da bo šlo v to smer, ker na ta način kot ljudje pač lažje živimo in lažje delujemo, kot pa da bi se morali soočiti s tem nepredstavljivim zlom, ki se nam je proti vsem pričakovanjem lani na dan svetega Matije zgodilo. Zdaj se nam dogaja to, da v poplavi informacij, ki jih poslušamo v dnevnih poročilih v medijskem svetu, se nam zdi, da o ukrajinski krizi vemo skoraj vse, vsak ima svoje mnenje, v resnici pa moramo slej ko prej priznati, da o tem vemo malo ali skoraj da nič. Kaj so tista najbolj presenetljiva spoznanja, ki so za slovensko pamet težko dojemljiva? Mislim, da ves ta čas, odkar sam spremljam dogajanje v Ukrajini, in to se je začelo praktično vzporedno s slovensko osamosvojitvijo, ko so me enostavno navdušile vse novonastajajoče države. V njih sem videl nekakšno vzporednico k naši slovenski zgodbi. Je bilo najteže pojasniti ravno tisto, kar sem prej omenil, da Ukrajina ni Rusija, da Ukrajina ni neki privesek Rusije, in tisto, kar je na to najbolj kazalo Slovencem, je bila običajna raba jezika v Ukrajini. Ker tisto, česar pri nas ne moremo dobro razumeti, je, da lahko človek v Kijevu, v Poltavi, v Zaporižju, v Harkivu govori rusko, lahko je njegova ukrajinščina zelo slaba ali pa celo neobstoječa, pa se vendarle nikakor ne bo štel za Rusa, ampak bo goreč Ukrajinec. In tukaj sem skušal kar nekaj prostora v svoji knjigi nameniti razlagi tega zapletenega vprašanja, pri čemer sem si pa zlasti pomagal z vzporednico, ki je skoraj popolna. Pri tej vzporednici ne gre toliko za stanje na ozemlju današnje Republike Slovenije, ampak gre za stanje na nekaterih robnih območjih slovenstva. Zlasti zanimive so se mi zdele vzporednice s stanjem na avstrijskem Koroškem oziroma tam, kjer na Koroškem živijo Slovenci. Kajti, če primerjamo zgodovino večine Ukrajine in zgodovino koroških Slovencev, gre za zelo podobno zgodbo. V ospredju te zgodbe pa je, da Ukrajinci, tako kot koroški Slovenci, v veliki meri niso mogli razviti svojih kulturnih, političnih, družbenih in zlasti šolskih ustanov,
v okviru Ruskega carstva, v katerem so živeli, jih je 85% živelo od konca 18. stoletja. Mogoče je še dodatna oteževalna okoliščina, ki je pri koroških Slovencih ni, da Ukrajinci v Ruskem carstvu niso mogli računati niti na podporo cerkve in duhovščine, kajti Ruska pravoslavna cerkev ni spodbujala samostojne koroške, ukrajinske samobitnosti, zato je bil ta položaj še težji. Seveda pa so kljub temu temelji za to, da danes tudi zavedni Ukrajinci in Ukrajinke iz moje generacije samoumevno kot prvi jezik govorijo ruščino, bili vendarle položeni zlasti v 20. stoletju, kot je tudi slovenščina koroških Slovencev največjo škodo utrpela v 20. stoletju. In ena zelo izjemna vzporednica pravzaprav je, da je bilo obvezno dvojezično šolstvo na Južnem Koroškem, ki bi verjetno, če bi obstalo, precej izboljšalo položaj slovenščine, je bilo odpravljeno leta 1958, leta 1959 v času Nikite Hruščova, pa so v Sovjetski zvezi spremenili pravila, da se učenci niso več obvezno šolali v Ukrajini v svojem maternem jeziku, ampak so lahko starši izbirali učni jezik, kar je pa enako kot na avstrijskem Koroškem pripeljalo do tega, da so v bistvu čez nekaj desetletij samo najzavednejši starši še pošiljali svoje otroke v ukrajinske šole, zlasti v večjih mestih. In tukaj je seveda razmerje med šolami z ruskim in ukrajinskim učnim jezikom bilo frapantno. Recimo Harkiv, drugo največje mesto na severovzhodu države, je imelo tako nekako razmerje 3 ukrajinske šole ob 200 ruskih in še nekaj ostalih, tako da tu je v resnici popolnoma jasno, zakaj je prvi jezik tolikih Ukrajincev danes ruščina, čeprav se štejejo k ukrajinskemu narodu. In ravno v petek na shodu v podporu Ukrajini mi je Jevhen Garešnik, ki je tudi iz Harkiva, rekel, da Putin ni samo uničil, ne uničuje samo njegove države, ampak je uničil tudi njegov materni jezik, ker seveda tudi on je rusko govoreč, je pa tako kot številni drugi Ukrajinci zdaj po okupaciji oziroma po ruski invaziji na celotno ozemlje Ukrajine preklopil na ukrajinščino. In rekel je, da celo njegova 85-letna mati, ki nikoli ni govorila ukrajinsko, se zdaj trudi z ukrajinščino, ker seveda je ruščina postala okupatorski jezik. To je pa tudi izkušnja, ki smo jo imeli številni Slovenci z nemščino, ki je bila prej ravno tako samoumevni jezik komunikacije med intelektualci še globoko v 19. stoletju. Imeli smo slovenske domoljube, ki so zelo slabo znali slovensko, čeprav so bili slovenski politiki, recimo v Mariboru Ferdinand Dominkuš, še tam v zadnji tretjini 19. stoletja. In tudi takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo nekoč nemščina jezik okupatorja, ki nam je stregel kot narodi po življenju. In tukaj je res izjemna vzporednica, ki pa je številni Slovenci ne vidijo. Ne vidijo je pa po mojem mnenju iz 2 razlogov. Prvi zaradi tega, ker so tako zagledani
v Rusijo kot veliko slovansko silo na vzhodu, ki bo prišla in nas odrešila zatiranja, kar je seveda mogoče samo zaradi tega, ker dejansko slovenski prostor neposredne izkušnje z Rusi v 20. stoletju ni imel. Vzorniki Slovencev pri tem oboževanju Rusije so bili vedno Čehi, ampak Čehi so v 20. stoletju dvakrat doživeli Sovjetsko zvezo v akciji, leta 1948 in potem še bolj brutalno leta 1968. Seveda, večinska češka javnost danes ne more več gojiti take idealizirane predstave o Rusiji, kot je bila v 19. in začetku 20. stoletja. Druga stvar pa je, da si Slovenci mislimo, vse ukrajinščina in ruščina sta si izjemno podobni. Vse to zdaj vseeno, a govoriš rusko ali ukrajinsko, vse se tako da medsebojno razumeti, pa mogoče smo odprti tudi za argumentacijo, ki je vedno bila za izrinjanje ukrajinščine in spodbujanje ruščine, češ ukrajinščina neki kmečki jezik, kam lahko pride z ukrajinščino, ruščina pa odpira vsa vrata. Ampak mi bi si morali predstavljati, da razmerje med ukrajinščino in ruščino in deloma tudi med ukrajinščino in poljščino, zlasti v starejših obdobjih, kljub podobnosti teh jezikov ali pa večji podobnosti teh jezikov, ni nič drugačno, kot je razmerje med slovenščino in nemščino v slovenski zgodovini. In na neki točki je enostavno bilo treba tudi na ozemlju Slovenije spodbujati rabo slovenščine na račun nemščine, da je slovenščina preživela. In tukaj je popolnoma jasno, da ko se je Ukrajina osamosvojila in tudi v teh 30 let ni bila ruščina tista, ki bi bila ogrožen jezik. Ogrožena na velikem delu Ukrajine je bila ukrajinščina. Zaradi tega je bila ukrajinščina in je edini uradni jezik v Ukrajini. Tukaj imamo še en negativni zgled, to je zgled Belorusije, ki pa se je odpovedala temu edinemu uradnemu jeziku beloruščini, kar je pa dejansko pomenilo zaradi še šibkejših izhodišč beloruščine smrtno obsodbo. In danes spada beloruščina gotovo med ogrožene jezike v Evropi. Knjigo smo nosi naslov, naslovili smo jo Med igro prestolov in vojno za samostojnost. Skratka, gre za zgodovinski pregled, ki pa je na prvo žogo jasna zgodba, da gre za zelo tragičen narod. Namreč vedno ujeta med neugodne sosede na eni strani, v tako hudih časih, da so vsakič znova okupatorje sprejeli kot iskro upanja. Pred seboj imamo pa tudi knjigo Ukrajina joka, 100 let staro knjigo, ki nas opominja na eno najbolj tragičnih epizod zgodovine, mogoče nasploh holodomor. Skratka, v tej zgodovinski niti je sploh kaj pozitivnega, kar lahko izpostavimo? Tukaj bi mogoče opozoril, da kljub temu, da vsekakor imamo občutek, kako so Slovenci blizu predvsem Rusiji, zgodovinsko navezani na Rusijo, je ravno ta knjiga Ukrajina joka Oleksija Pelipenka odigrala za vsaj del slovenske javnosti, ko je išla pomembno vlogo. In po eni strani približala to trpljenje Ukrajincev, ne toliko med samim holodomorom, kot že takoj po po oktobrski revoluciji v fazi vojnega komunizma. In po eni strani seveda bila neki streznitveni klic, kaj pomeni sovjetski bolševizem,
Po drugi strani pa se je lahko navezala na navdušenje, ki je vladalo v slovenski javnosti nad Ukrajino že tam na začetku 20. stoletja. Glede na to, da so skoraj vse naše oblike ukrajinskih krajevnih in osebnih imen danes v bližje ruskim, sem bil kar presenečen, da so pa že v začetku 20. stoletja, zlasti ko je deloval veliki apostol ukrajinsko-slovenskih stikov Josip Abram, smo že tudi v slovenščini imeli poskuse z oblikami, ki so veliko bližje ukrajinskim, recimo Dnipro na mesto Dneper in tako naprej. Ne. Tako da ta povezava je obstajala in zlasti Janez Evangelist Krek je tudi spodbujal k zanimanju za Ukrajince in ukrajinsko kulturo. Sicer pa je kljub temu veliko pozitivnega v ukrajinski zgodovini. Navsezadnje je pozitivno to, kar vidimo tudi v teh dneh, ko po mojem mnenju poteka ukrajinska osamosvojitvena vojna, kar je mogoče paradoks, glede na to, da je Ukrajina že 30 let samostojna, ampak šele sedaj ali v zadnjih letih je dokončno dozorelo spoznanje, da je ločitev od Rusije in tudi ločitev od ostankov sovjetskega sistema nujna, če hoče Ukrajina ostati samostojna. Zaradi tega zdaj prihaja do te velike preizkušnje, ker se enostavno se je pokazalo pač, da tudi sedanji ruski režim, tako kot prejšnji, ne predvideva za Ukrajince nobenega samostojnega mesta pod soncem. In tukaj je res to tragično ponavljanje. Vsak vstop ruskega dejavnika v ukrajinsko zgodovino je bil pospremljen z velikim upanjem, da zdaj bo pa šlo na bolje. Tako je bilo v 17. stoletju, tako je bilo tudi na začetku sovjetske Ukrajine, tako je bilo v Galiciji, čisto na začetku, ko je Sovjetska zveza okupirala vzhodno Poljsko. In končno je bilo tako tudi junija leta 1941 v Galiciji, ko so sovjetske okupatorje zamenjali nemški, pa žal so se vse te okupacije na koncu izkazale zgolj za privid nečesa dobrega. Ampak Ukrajinci so kot narod preživeli in mislim, da je to samo po sebi najbolj pozitivno sporočilo tudi v moji knjigi. In skoraj neverjetno je, kako se uresničujejo besede ukrajinske himne. V zadnjem letu dni, torej ukrajinska himna govori o tem, da slava in svoboda v Ukrajini še nista umrli in da se bo nekoč usoda nasmehnila tudi Ukrajincem in da bodo, kot tudi pravi himna, sovražniki izginili kot rosa na soncu. In skozi vse te preizkušnje se mi zdi, je vseeno se vedno ohranila iskra, ki je na koncu ustvarila in ustvarja ravno v teh trenutkih velik evropski narod, ki bo bolj enoten, kot je bil kadarkoli v zgodovini. Seveda, moja knjiga se tudi konča s to mislijo, ampak konča se tudi z dodatkom, da je pa cena za to bila v zgodovini pošastna in da je pošastna tudi v teh trenutkih. To je pa žalostno. Dodana vrednost te knjige so tudi vzporednice s slovensko zgodovino. Še bolj pretresljive pa so vzporednice, ki jih vlečete v času z 30 leti prejšnjega stoletja in dogajanjem takrat v Evropi. Ja, torej Ukrajinci in Slovenci smo si v marsičem
podobni, čeprav med Slovenci ta zavest ni vedno navzoča. In sicer mislim, da so glavne podobnosti seveda v tem, da smo se dobili svojo državo relativno pozno, zaradi česar imamo določene težave s prepoznavnostjo. Potem pa seveda nas druži tudi dolgotrajno življenje znotraj večjih državnih tvorb, v katerih je velikokrat, kot sem že rekel, prihajalo tudi do pritiskov na jezik in tudi na določene oblike kulture, s tem, da so morali Ukrajinci vendarle požreti veliko več neposrednih prepovedi rabe ukrajinščine kot Slovenci. Dejansko, kolikor je meni znano, neposredna prepoved rabe slovenščine pride šele z italijanskim fašizmom, medtem ko se prve prepovedi rabe ukrajinščine pojavljajo že v začetku 18. stoletja, v času Petra Velikega. Druži nas potem tudi to, da smo nekaj časa preživeli skupaj znotraj iste državne tvorbe, to je bila Habsburška monarhija. In mislim, da je Habsburška monarhija največ prispevala k temu, da smo oboji, torej tisti Ukrajinci, ki so živeli pod Habsburžani, in Slovenci uspeli zgraditi nacionalno infrastrukturo. Razlika je seveda v tem, da je to uspelo Ukrajincem samo na majhnem delu njihovega narodnega ozemlja v Galiciji in deloma v Bukovini, pri čemer pa tako kot v slovenskem primeru je veliko vlogo odigrala katoliška duhovščina, vendar v ukrajinskem primeru ni šlo za rimokatoliško, ampak za grko-katoliško duhovščino. Ravno včeraj je potekala ganljiva spominska liturgija za žrtve vojne v Ljubljani, ki jo je vodil križevski grko-katoliški škof Stipič. Torej, mislim, da nobena ali pa zelo malo osebnosti cerkvenih v slovenski zgodovini se pa lahko meri s vlogo, ki jo je odigral za Ukrajince lvivski metropolit Andrej Šepticki. No, bistvena razlika je seveda to, da smo Slovenci imeli infrastrukturo, vendar se po prvi svetovni vojni nismo odločili za državo. Raje smo se odločili za povezavo z drugimi južnoslovanskimi narodi, ker smo se bali utopitve verjetno v nemškem morju, pod narekovaji. Po drugi strani pa Ukrajinci niso imeli v Ruskem carstvu nikakršne nacionalne infrastrukture, ampak vseeno so se odločili za državo. In to, da jim ta prva osamosvojitev po prvi svetovni vojni ni uspela, je zame velika geopolitična nesreča, čeprav ne rad zdaj uporabljam ta pridevnik geopolitični, ker ga Putinov režim kar naprej zlorablja. Ker seveda z osamosvojeno Ukrajino je vprašanje, kako bi se razvijala pot od prve do druge svetovne vojne. Gotovo tudi ne bi bilo holodomora, tako da tu gre za veliko nesrečo, ampak ta ideja samostojne ukrajinske države je bila pa vseeno vržena v prostor, verjetno tudi bolševike prisilila k temu, da so v prvem desetletju Sovjetske zveze potem izvajali politiko tako imenovane ukrajinizacije. Seveda pa je treba kot razliko med Slovenci in Ukrajinci izpostaviti tudi to, da jezik kot gradnik narodne istovetnosti ne igra v Ukrajini tako velike vloge kot v Sloveniji, kar je razumljivo, ker je bil veliko Ukrajincem njihov materni jezik preprosto pod težo zgodovine odvzet, o čemer sem tudi že govoril. Kar se pa tiče usporednic med
med dogajanjem v 30 letih in tem, kar zdaj gledamo na Evropskem shodu, so pa te ravno res frapantne. Ravno na začetku vikenda je znani ameriški zgodovinar Timothy Snyder, ki je eden največjih ameriških poznavalcev vzhodne Evrope, izbrskal odlomek izgovora Thomasa Manna iz leta 1941, kjer je Thomas Mann iz izgnanstva nagovarjal nemško javnost in med drugim izrekel tudi stavek: vaši voditelji vas prepričujejo, da to, da Američani pošiljajo orožje Britancem, podaljšuje vojno. Zveni to znano in znanega je še marsikaj drugega. Kajti skoraj sam si ne morem pomagati, da ne bi tega počasnega Putinovega pohoda gledal kot usporednice k Hitlerjevemu in seveda kot je manj v zavesti tudi Stalinovemu pohodu po Evropi v 30 letih. Če se spomnimo nekaj usporednic, ko je Hitler priključil Avstrijo, je javnost rekla, sej Avstrijci so itak Nemci, se pravi je prav, da Nemci to priključijo. Ko je z Münchenskim sporazumom priključil Sudete, kar je nekakšna vzporednica Krimu, so rekli, sej to so v bistvu, tam živi nemško govoreče prebivalstvo, ki je zatirano na Češko-Slovaškem, se pravi je v bistvu prav, da si ga priključijo Nemci. Potem je okupiral Češko in Moravsko, za kar ni bilo nobenega otipljivega razloga, pa je javnost tudi bolj ali manj to samo vzela na znanje. In ravno sedaj prebiram novo knjigo o papežu Piju XII. In tudi tam najdemo zanimivo vzporednico, da je papeška diplomacija Poljakom avgusta leta 1939, vidite, kak je to letnica 41, začetek Prve svetovne vojne, vgrajena v naše čipe. Torej 1939 je svetovala, dajte Poljaki, odstopite, popustite pri Gdansku, odstopite Hitlerju, Gdansk pa bo mir. In so Poljaki rekli, ja, mi lahko odstopimo Gdansk, ampak to ne bo prineslo miru, zaradi tega, ker vsako popuščanje privede do večjih apetitov in tako je tudi v sedanji vojni pravzaprav zelo vabljiva ta misel, mislim, da bo v naslednjih mesecih še bolj vabljiva, pa dajmo Putinu nekaj ukrajinskega ozemlja. Pa naj ima ta 4 okrožja, ki jih je uradno anektiral, čeprav problem teh okrožij je, da večinoma sploh niso več pod ruskim nadzorom, ampak to nikakor ne bo zadnja postaja. Sej naslednja tarča je za Moldavijo bolj ali manj že določena. In v govoru 21. februarja 2022 je Putin tudi povedal, kaj ga najbolj žuli oziroma kaj je njegov končni cilj. In to je obnova Sovjetskega imperija. Zato pa je sicer Ukrajina nujna, ni pa zadnja postaja. In tukaj je res, so te vzporednice z časom pred začetkom druge svetovne vojne osupljive, po drugi strani pa si poskušajmo predstavljati, kaj vse bi bilo Evropi prihranjeno, če bi Hitlerja in Stalina z njim vred zaustavila že na Poljskem leta 1939. In mislim, da je tu ena sporednica. Je pa res, in bi tudi rad vedno poudarjam, že eno leto pa bi še tudi tukaj poudaril, mislim, da kot skupnost, evropska skupnost bomo težko dojeli, nikoli pa ne bomo mogli poplačati tega dolga, ki ga imamo do Ukrajincev, ker so to pošast zaustavili pri sebi doma. Kako pa komentirate nagnjenja nekaterih, da je rešitev za razpuščenost dekadentnega Zahoda pač v trdi roki, pa če tudi takšnega samodržca, kot je Putin?
Ja, no, to je tudi ena od stvari, s katero se ukvarjam in ki me vznemirja že desetletje gotovo, kajti leta 2013 nekje v času euromajdanskega gibanja so se začela pojavljati ravno ta spraševanja. Recimo spomnim se znanega ameriškega konzervativnega komentatorja in predsedniškega kandidata Peta Buchanana, ki je napisal članek z naslovom Ali je Putin eden izmed nas, kjer se sprašuje, ali ni Putinova konzervativna revolucija, ki jo je izvajal domnevno v Rusiji, recept tudi za Evropo. In Putinov režim je od takrat zelo vešče uporabljal to podobo, češ čiste Rusije, ki se bojuje za tradicionalne krščanske vrednote proti dekadentnemu Zahodu ali gej Evropi, kot so tudi nekoč to poimenovali. Ni presenetljivo, da je danes marsikdo na zahodni Evropi, tudi pri nas, razočaran nad trendi, nad temi spremembami, nad tem drsenjem družbenega konsenza, vedno bolj v smer socialnega liberalizma, in smo na neki način ob tem šokirani. Ampak zame je bilo od nekdaj temeljno vprašanje temeljev ruskega režima, sedanjega, ne Rusije na splošno. Ali lahko res od četice KGB-jevcev pričakuješ, da se bodo borili za tradicionalne krščanske vrednote? Ali ni to neko nasprotje v izhodišču? Včeraj sem poslušal intervju z znanim dopisnikom, nekdanjim iz Moskve, odličnim poznavalcem Ukrajine, Brankom Sobanom, s katerim deliva večino pogledov na Ukrajino, ampak ne morem se strinjati z njegovo trditvijo, da Rusija drvi v neki konzervativni, radikalni konzervativni tradicionalizem. Tja pač ne more drveti, zaradi tega ne, ker če se ravno tako marsikdo ne razume. Ta 70-letna zareza, ki jo je povzročila oktobrska revolucija z razstreljevanjem cerkva, recimo Kijev je primer mesta, kjer so cerkve razstreljevali, jih spreminjali v pivovarne. Srbski pisatelj judskega rodu Danilo Kiš je napisal odlično poglavje v svoji znameniti grobnici za Borisa Davidoviča, kjer opisuje v pivovarno spremenjeno cerkev svete modrosti in kako potem sovjetske oblasti pretentajo nekega dobronamernega francoskega politika, da v Ukrajini in Sovjetski zvezi ni preganjene duhovščine, ko uprizorijo obred v tej pivovarni, ki jo na hitro spremenijo v cerkev. To je ta mentaliteta, ki je prevladala po oktobrski revoluciji, in to je trajalo 70 let. Tam celo cerkva je bilo odprtih za bogoslužje, komaj za vzorec. To je še nekaj stopenj višje, recimo, kot tisto, kar se je dogajalo katoliški cerkvi na Slovenskem po drugi svetovni vojni. Vendarle so bile njene institucionalne možnosti boljše. In praktično rusko pravoslavje, ki že itak ni imelo dobrega zgodovinskega izhodišča, ker je se preveč navezalo na državno oblast, oziroma je bila ureditev ruskega pravoslavja po Petru Velikem povzeta po protestantskih vzorcih iz Nemčije,
dejansko je kot živa sila se pod to težo, tako rekoč, institucionalno zdrobilo. In verjamem, da bi bilo možno to duhovno silo obnoviti, če bi se Rusi leta 1991, kar so bili na stavki, odločili za prelom s starim. Če bi nekdo rekel, to, kar smo počeli 70 let, je bilo narobe, ampak tega v Rusiji na koncu nobena oblast in družba kot celota ni rekla. Ukrajinci so potrebovali več kot 20 let, da so ugotovili, da samostojna, demokratična ukrajinska država in Leninov spomenik sredi Kijeva ne gresta skupaj. Do leta 2013 je bil Leninov spomenik tudi sredi Kijeva. V Belorusiji seveda in marsikje v Rusiji je pa še danes. Ker tega ni bilo, mi dejansko ne moremo računati z ruskim pravoslavjem kot z neko samostojno, močno, duhovno silo, zlasti pa ne s tem, da zdaj Putin vzgojen, kot sam pravi, v sovjetski patriotski vzgoji, kar je pomenilo tudi vzgojo borbenega ateizma, da se bo zdaj naslanjal na neke pravoslavne mislece iz 19. stoletja. Lahko jih bere, lahko mu je kakšna beseda všeč, ki jo oni uporabljajo, ampak preprosto on jih ne more razumeti in zaradi tega pač od takega režima ne more priti obnova krščanskih vrednot. In za mene je to 1+1. Moram pa priznati, da sem pri dopovedovanju tega v Sloveniji, pa verjetno tudi v Evropi, zlasti razočaranim konzervativcem zelo neuspešen. In se bojim, da se ta neuspešnost niti v tem letu ni nič zmanjšala. Knjiga Ukrajine od igre prestolov do vojne za samostojnost je gotovo ena tistih, ki bi jih bilo dobro prebrati, ki bi jih moral prebrati verjetno vsak Slovenec. Prepričana sem, da velika večina med vami bo to tudi storila. Danes je knjiga na voljo po nekoliko znižani ceni, promocijski. Glede na to, pa da imamo v svoji družbi avtorja, dr. Aleša Mavra, pa gotovo koga želi tudi kakšno vprašanje, tako da lepo povabljeni tudi k debati in pogovoru. Skratka, dr. Maver je enkrat rekel, da za nabojišče ne bi bil najboljši njegov prispevek Ukrajincem, njihovim prizadevanjem za svobodo in za vse, kar počnejo za vse nas, je ta knjiga. Na nas pa je, da jo vsaj preberemo, da se pustimo poučiti. Dr. Maver bo v teh dneh in prihodnjih tednih popotoval po Sloveniji in knjigo predstavljal, tako da v četrtek bo že v Mariboru, v zavodu Antona Martina Slomška, 10. marca v Veržeju, pa še se obetajo takšni pogovori, tako da toplo vabljeni na kakšnega, predvsem pa vabljeni spet v našo družbo, v našo knjigarno, sledite našim objavam in toplo dobrodošli. Za danes pa hvala lepa.